Slovenija je že doslej z omejitvenimi ukrepi uspešno preprečevala gojitev gensko spremenjenih organizmov na našem območju. Vesel sem, da smo januarja v Evropskem parlamentu sprejeli spremembo direktive, na osnovi katere bo država članica Evropske unije lahko enostavno prepovedala gojenje teh organizmov na lastnem območju. Doslej bi se v takem primeru izpostavila tožbam multinacionalk. V prihodnje je potrebno narediti korak naprej na označitvi izdelkov na policah, kajti evropski potrošnik in s tem tudi slovenski seveda upravičen do tega, da ve, ali je v nekem izdelku surovina, ki je bila pridelana na gensko spremenjen način, ali so surovine iz običajne pridelave. Vemo, da veliko teh, predvsem koruze in soje, prihaja predvsem iz Severne in Južne Amerike. Podobno zadržano je moje stališče tudi pri kloniranju. Kajti v obeh primerih gre za nek poseg v naravo, ki lahko potencialno tudi ogrozi zdravje ljudi. Okoli zdravja ljudi in okoli narave pa se enostavno ne smemo pogajati in nismo pravičeni, da bi tu sprejemali neke kompromise. Verjamem, da bo takšno stališče tudi v bodoče veljalo v Evropski skupnosti in s tem seveda tudi v Sloveniji.